The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. Ok, dobrodošli nazaj na Kolesarski čvek, kot obljubljeno, danes z mano Matej Lovše. Bova predebatirala, predvsem bova govorila o njemu, pa o kolesu, se pravi Niš. Prvo me zanima ena stvar, koliko si ti, rečemo, letos spet več treniral oziroma boljš treniral, kakor pa mogoče z lansko sezono? Ali si približno isto pripravljen? Mogoče v neki top forma malenkost boljš kot lani. Pa ne vem, vse so treningi več ali manj vsa leta zelo podobni, malo menjam z leta v let. Okay. Ampak v bistvu bolj kolobaram, bom rekel. No. Bolj kot ne so iste stvari, ampak malo zamenjam na parih letih spet. Je res, da letos sem kar konkretno spremenil ene stvari. Tudi načrtno sem tako naredil, da od štarta čez zimo nisem bil v čisti taki pravi formi, ker je bilo dosti manj treninga, pa dosti bolj sem delal na eksplozivnosti. Ker mi to zelo manjka, ali pa se mi zdi, da sem rabil nek nov impuls dati telesu. Se pravi, kaj, v treningu, v fitnessu? Ali... To tako ali pa tako, ampak šprintov, veliko šprintov, kakšnih kratkih intervalov, submaksimalnih, ne maksimalno. Tako da potem tam marca, april nisem bil na takem nivoju, kot ponavadi. Okay. Zato, ker nisem delal teh FTP treningov. Sem bil recimo nekih 5% niže. Tam pač moram zaupati v ta proces, pa zdaj na tem nivoju, zdaj, maj, juni sem pa pač boljši od takrat, pa tudi veliko bolj se počutim. Okay. Koliko pa je pri tebi max effort, sprint, koliko? Ne vem, da 10 sekund približno držiš? To ni, to je mogoče 1000 vatov. 10 sekund mogoče, ja. Okay. Maksimalen pa tam 1250 približno. Okay. Ni to tvojih 2000. A veš, da nisem prišel še letos? Sem 1980. Ne, sem imel kar dost manj. Mislim, da sem največ, kar sem je bilo tam okrog 1500. Veš, treniraš. Ne, veš kaj, sploh nisem šprintal naš delu zdaj. In sem šele zdaj in so mi spet všeč ratali. Meni nisem kol bili pa ne bojo. A veš, da mene pa sem ugotovil takrat, ko sem mal tak, ko vem, da ne bom zdržal 10-minutnega efforta, tako orank efforta, ne? Rečemo, da bi šel, ne vem, ta vikend so šla z mojo na Trebalev gor, pa sem mislil, da bom zdaj 12 minut, a veš, ko z nose pelat načeloma je kar razpeljava, ne? In sem rekel, ok, greva zdaj. Rekel, Ja, ne, pač realno. Ja, okay. In so prišla pol pod klanci, se jaz tako, fuck, meni se tok ne da zdaj, ni šans, da bi do gor zdržal, ne? Pa sem pa reč delal tako 30 sekundne all-out efforte. Mislim, da si en šprint do vrha. Ne, na 2 minute pa pol, 30 sekund na polno, pa 2 minute pa pol, pa se pravi, na vsake 3 minute sem imel 30 sekund šprinta. In sem bil kar presenečen, koliko držim visoke vate, ker sem imel tako average, so bili tam 30 sekund, rečemo, da v povprečju od 650 do dobrih 700 vatov za 30 sekund, kar se je meni zdel ful v redu, je pa res, ko sem zadnjega naredil, mislim, da sem jih imel 10, sem bil gotov. Na zadnjega sem jaz delal res te all out 30 sekund, to je bilo lansko let, aprila, sem bil pol 14 dni podrt čist. Ker zgleda je toliko šlo čez, toliko tudi hitra mišična vlakna, toliko obremenjen sistem cel in živčni, ne, da me je podrl čist, nisem mogel več nič. Ej, jaz sem, se ne vem, sem tebi že govoril, sem šel prav gledat, ko si šel prvič z Nišom, ko si zmagal na Kum, ne, vzpon. Sem šel prav rezultate gledat in je bil skoraj 40 sekund si popravil lanski cajt. Ja. Koliko si imel pa ta najboljši cajt gor? Koliko boljš? 4 minute. 4 minute 3 boljš? 3 minute pa pol. Ne, koliko sem je? 34-40, se pravi, ja, 3:40. Tistega časa ni več.
Zdaj smo tudi 4 kg manj, na kum sem nekako računal, kot počas kalkuliraš, je 1 kila bila minuta pri teh vatih pa času, nekako, no, približno 6 vatov, recimo, da je minuta, no. Okay. Sem kdaj si ga to dosegel? To je bilo kaj, 2.13, 2.14? 2.13. 2.14 sem bil pretežek, bil bajsek. Sem 4 ali 5 kg več. To govori človeku, ko ima 90 kg. Koliko jih imaš? 66? Ne, zdaj imam 69, 70. To je res cool. Takrat sem imel pa 66. Si kar debel, ja. Bajsek. Sploh ne vem, koliko se lahko s kolesom voziš. Sej, pač a majice ima že medium? Ne, sam pač imam pa po šivih popokane. Aha, ok, si malo prerezal. Kaj me še zanima? Kaj imaš zdaj še kakšne cilje oziroma maratone, ki bi jih rad odpeljal za cesto pa za MTB? Čist iskreno, za cesto nimam cilja, trenutno. Okay. Bom si ga postavil čez nekaj 14 dni, zato ker imam ta teden, imam cilj še državno prvenstvo v mountain bikeu, okay. Cross country v Kočevju. Zdaj sem se odločil, da bom celo oba 2 dneva vozil, ker je ta prvi dan short cross, se pravi kratki cross. Okay. Drug dan bo neka aktivacija, drug dan pa pač cross. To mi je zdaj še ta cilj, ker sem rekel, da moram pač izkoristiti formo, kar bo. Zaenkrat je v redu, pač nekaj malenko sem imel problemov z dihanjem, ampak po moje bo ok. Pol bom pa kakšen teden malo reseta, bom pa videl, kaj bo za drugi del sezone, ker jaz si zdaj sproti malo postavljam. Nimam prav glavni cilj sem imel zdaj Alpen Tour prejšnji teden in zdaj naprej grem pa čistko brez kakšnih glavnih ciljev. Bom videl, no, mogoče si bom še kaj postavil, zato da se bom zmotiviral za čez poletje. Vzpon na Vršič, letap? Ne vem, vzpon na Vršič je čist iskreno, ne vem, če sem še kdaj šel. Okay. Na tekmovalno, ker sem 3krat sem šel, 3krat sem zmagal in malo sem rekel, v redu je, ne rabim več. Rekorda ne bom podaril, pa nimam neke prave motivacije za to. No. Kaj je rekord? 31,55. To je tvoj? Ja, 2,13. Spet 2,13. Isti vikend. Kot kum. Ja? Najprej Vršič, pa kum, ja. Okay. To je ta nora regeneracija. Ne, bil sem 14 dni kasneje smo imeli svetovno prvenstvo Masters. Jaz sem takrat prišel direkt iz mountain bikea in sem bil čist druge predispozicije, drugačne lastnosti. Vse se je poklopil. Okay. Bil sem res ultra lahek, ful bolj eksploziven, kot sem zdaj. Ful sem velik čist drugih treningov delal in verjetno je to prišel, se pa nikoli več nisem bil na takem nivoju. Sem bil zelo blizu, ampak to ne. Pa vreme je bil takrat, veter tudi pravi za Vršič, recimo. Ne. Ampak dobro, nasploh sem bil v full formi in 14 dni kasneje sem bil tudi svetovni prvak. Tudi recimo v Italiji, pa tudi na Klanjske, veš, da so Italijani zelo močni. Takrat sem se res pripravljal, želel sem biti tudi na cesti, ampak me je pol mal en ubežnik presenetil. Tako da sem bil samo kronometra. Tako da takrat je bilo res, sem res stampiral celo sezono za tisti del. Ne. Zdaj, pa tudi leta so bila ta prava. So bile glih. Ja, stari smo že, ja. Pol ni šlo nikoli več. Mislim, sem bil dosti blizu, ampak nikoli toliko. No. Ampak ti se bilo tudi malo tudi na podlagi kil. Vate sem imel zelo podobne. Sem imel 3-4 kile več, ampak to je na tak klanc je takoj minuta 2, ne. Ej, pa, ko greš pelat v spone, ne? A to gledaš predvsem vate, pa veš, koliko lahko držiš, ali gledaš skupino, ki gre naprej, pa vidiš, če je kakšen od močnih tam not, pa greš tudi čez svoje vate. Kaj se ti zdi bolj? Od štarta sploh 2.13, pa 2.14, 2.15, ko sem bil res v taki formi, pa sem poznal konkurenco, sem šel tudi z njimi. Ker sem rekel, če bo njih zvil, bo mene kasneje. Okay. Pač sem šel. Pa sem pa skozi več delal to, že prej sem gledal dosti na tempo. Pa sem pa skozi več gledal na vate, pa se nisem oziral glih na vzponih na konkurenco, razen če bi bil kakšen tak res položen vzpon, ne, pač primeš. Ne, tako kum vedno, razen 2.13, ker sem bil tako močnejši, ampak vedno grem svoj tempo. In kum je vedno ista zgodba, vedno se vsi zapodijo, po 17-18 minut sem zmeren zraven. V teh pogojih, ki so zdaj, ne.
In niti ne razmišljam, ker pač, če sem dobro pripravljen, jaz vem, da bom tok pa tok bom pelil in zdaj, če bo kdo močnejši, nimam kaj, a ne. Tudi če se prej zapodim z njim, no nič drugače. Načeloma sem rekel, mora en zelo dober iti, da me bo prehitil. In si pač samozavesten si, jaz sem samozavesten ponovadi takrat, ker sem res v top formi, pa ker vem, da sem, ok, recimo na začetku marca sem, jaz na tekme nisem prišel toliko samozavesten, kot zdaj. In tudi štartaš čist drugem, ne. Recimo zdaj prideš, pa se spredi voziš, ni problema. Prej sem pa bolj gledal, da sem kakšnega sem sledil. Tako da, Kaj to gledaš, da si kaj na 100% FTP-ja probaš skozi voziti ali probaš še malo se ne manj? veš, ti zdaj ne veš. Pri FTP je tako, jaz še vse mislim, ja, ful so te številke pomembne, sam je vsak dan drugače. Ampak načeloma tam nekje gledaš, pa vidiš, kako reagiraš že po parih minutah noge. Če so ok, mogoče malo dodaš, če ne, malo popustiš. Ampak tako, kot sem rekel, zdaj, če kum, ki je dosti strn klanc, lahko tudi tam okrog FTP-ja, se tudi spet dejansko ne vem čistočen, koliko je FTP moj. Tudi, ne, vem, ampak ne vem za 5 vatov, ker načeloma tudi pri treningu, jaz, kot nekateri, ki stopnjujejo FTP, ne, imaš FTP, ne vem, 350, pa narediš trening, pa drug teden, ki si dobro dvigneš na 355, jaz tega ne delam. Zato, ker to so toliko mehne stvari, da lahko že power meter. Se je že težko na power metru, Brez da boš veze. konstantno gledal, da si v njih 5% ne, od FTP-ja, ne vem, ti napiše, ja, bo na 95%, pa na red pol. Jaz, če naredim, to je skoraj da ne, ni šprint, ampak je že kar orank effort, ne? Na 95% na začetku skoraj šel več, prvih 3 sekunde rečemo, a ne, pa ko vidiš, fuck, zdaj grem pa malo nižje. Ne? Ja, recimo, da je to, ampak jaz časoma delate v napako, skozi malo več, še mečkaj čez, pa skozi zabijaš v plavon, ne. Raj malo manj, pa več konsistenca je bolj važna. Pa da ne prideš iz skurjen s treninga, ampak rajš kot to, da skozi malo dvigujem, rajš podaljšujem čas na FTP-ju. Je veliko lažje nadzorovati. Ne vem, danes ta teden 15 minut, pol 16 ali pa 3x15, to podaljšuješ, potem, ko pa prideš do neke meje, pa pol lahko dvigneš FTP, pa skrajšaš spet čas. Ne? Recimo, to je zdaj čistko. Ja, make sense. Princip, no, zato ker ta FTP, se pravi, je toliko odvisen od enih dejavnikov, da ti nič ne pomaga, če greš na 355, 307, kaj, drug teden 357, lahko da imaš 345, kaj pa veš, odvisen od dneva. Ej, še nekaj me je zanimalo. Koliko pa ti kaj prakticiraš, kakšne valčke ali pa raztegovanje? Vse to vem. Okay. Da se dela. Ne, lej, ne. Poznam, to sem že nekaj videl. Okay. Iskren povedan. Za testo, a ne, za to jabolčni čisto strudel. leseno. Ne, mislim, sem, ampak pač tudi, ampak zelo malkrat. Prej, kakšna poškodba takrat. Aha, okay. Takrat vse narediš en teden, pa ne češ nič. Ne, tako bom rekel, no, zdaj sem kar dosti stretchinga delo, ali pa, če ne drugega, vsaj pred televizijo, kakšne stvari sploh za kakšne razne odmikalke, kavkov, pa tako, take stvari, pa malo kakšne aktivacije mišic. Okay. Se sem delal zdaj s kineziologom dosti, ampak premalo, no, to bi mogel delati praktično skoraj vsak dan. Pa mi pa še povej nekaj, ki pa mene predvsem zanima, ne vem, se mi zdi, da kar še nisem najdel unga pravega recepta, da sem na dan, takrat, ko hočem biti v redu ali pa ko imaš zahteven trening, da imam dosti energije. Kdaj jo imam, kdaj jo nimam in je kar tako loterija, veš, ko bi mogel narediti nek trening in še sam ne vem, kje pa rečemo, da podoben jem. Ni tako, da sem kjer dan pa full ohajal. Mislim, samo ohaje, skoraj da ne jem un dan. In se kar že en dan prej rečemo, jem za večerjo, pa za zajtrk jem riž, pa za kosil jem riž, pa rečemo, da pol preden grem na bajk, pojem, ne vem, še kakšne te bombone. Tako da ne vem, se mi zdi, da ohajal full pojem, pa kdaj sem kar tako, po 2 urah, kar kom ne. In kar ne znam. Kaj, po 2 urah nimaš več energije? Ma ne, zdi se mi tako, da ne grem da komi čakam, da grem na kolo, ampak da sem že kar ko grem na kolo, že kar tako, fuck, zdaj moram še na ta kolo.
In pol, rečemo, ko začnem z intervali, prvi se mi zdi vedno najtežji. Ja. Pol drug je ok, ta tretji, rečemo, ja. In pa kdaj mi pa spoh, če je več intervalov, ne vem, mi pa pol ta zadnji mi je pa že tako, fuck, jaz tega nom zdržal in že nimam več ne vem, moči, da bi zdržal, da prideš do konca. In zdaj ne vem, a so to ogljikovi hidrati ali je zdaj kaj vročina, da je pa premalo tekočine. Mislim. Se vem, težek vprašanje. Katera beseda je najboljša tle? Hotel sem te vprašati, kakšen je, rečemo, tvoj recept, ki si videl, da pri tebi ustreza. No, itak je težko za druge, ampak... Beseda je najboljša, odvisna, kaj si pravi. Mislim, da bi zdaj točno vedel, ne, ampak recimo, ja, hrana itak, ampak v tej vročini je pijača ful bolj pomembna. Okay. Jaz lahko pojem ne vem koliko hidratov, če ne pijem dost, pozabi. Okay. To je uri pa pol, 2 konc. Okay. To, zdaj sem se navadil, da res, kjer vidim vodo, kar pijem. Ker tudi, kje je problem, vse tisti trening še nekako pol delaš, pa so vsi, sem bil gotov, ne, sam ti narediš toliko škode si za naprej, regeneracija ful slabš, ne, tako da, če hočeš res konsistentno delati, pol moraš res te stvari ful gledati. Je pa tako, če imaš ti službo, pa te stvari, je ful težko zadeti to, ker lahko prije malo več stresa tisti dan. Ti nobeni hidrati ne bojo, mislim, ja, pomaga, ne, hrana, ampak bo lahko trening čist drugačen, kot si ga ti zamisliš. Kot jaz tako na koncu zaključim, naredim tako, danes sem pa ful dober, grem na kolo, prijem na kolo, gnilko, ne vem, ampak recimo, jaz bom rekel, da v 80% treningov jaz skoraj trpim, no. Mislim, trpim. In mi je kar neki trening, ni mi užitek. Okay. Pač ko je, zdaj ne vem kdo, če pravi, da eni skozi uživajo na treningu, ne vem. Svaka jim čast, jaz ne. Mislim, meni takrat, ko imam tako intervale, pa poluna vožnja vmes, ko je pauza, mi je načeloma lažji, zdaj, ko hodimo pa na runde, ker pa res, sploh ob četrtkih, ko imamo kle, meni se zdi, da je 1:50, da umeram. Zaradi tega, ker to kletiži od začetka in to je, jaz nisem na maratonu, nisem toliko trpel. In je, pač meni se zdi, da je super, da se pripravaš, da pač vidiš, kako je, ne? Ampak mogoče je pa prevečkrat na teden že ta stres za telo, ne? In pol, ko bi hotel kdaj v soboto pa na delo še odpeljati, ne vem, kakšen klanc, moj all out effort, ker zdaj pač ne treniram več, bolj, ka naj se vozim, ne? In mi pa še tako se z družbo je zapeljati, ampak zdaj v nedelo sem hotel iti en klanc odpeljati, sem prišel pod klanc, sem bil sam tako, ni šans. In so pola rajši intervale, te 30 sekund na gor delu, kukor da bi šel pa cel klanc, ne vem, 12 minut, da bi se res potrudil, ko bi ga odpeljal, ne? Ker sem vedel, da 5 minut mogoče bi zdržal, pa bi bil pa gotovo, ne? Škaj, mogoče se večina ljudi sploh ne zaveda dejansko, narekovaj, bom rekel, no, koliko mal visoke intenzivnosti rabiš, da napreduješ. Ja. Mislim, da sem zdaj glih kontra rekel, ampak to, da imaš ti ob torkih rundo, četrtkih rundo, pa bi pa še za vikend, pa to ni FTP, to je all out. Plus to, da je tako, nenadzorovano vse. To se slejke prej ustavo, ne gre. Okay. Ne, in ne vem, saj tudi zdaj, ko recimo tempiraš formo za top, tako kot sem recimo zdaj, jaz recimo po Alpenturu se počutil kot Drek vsak dan na koles. En dan frej, drug dan, super, sem šel mal pelat, noge so bile take, sem rekel, pa kaj jaz delam na koles, pravno brez veze. Se pol za laufa, sam vidiš, da to ni to, ne? In si zmatran, čas bolj, že greš kar domov. Ne vem, no, te runde, pa to, kar si ti rekel, mi smo imeli čas tisto dolsko rundo, meni je to vrhunsko. Mislim se, da dobiš brzino, pa to meni se zdi, da so tako skoraj da ne nujno potrebne, sploh bom tako rekel za kolesarje, ker nismo najboljši na rundi, zaradi tega, da se prisilaš, da daš maksimum od sebe. Bolje pa vprašanje, je to smiselno delati, ker zdaj rečemo, mi imamo 2krat na teden, ne? Je pa res, da ta torkova, čakaj, danes tork, ja, danes tork, je tako, da je bolj
kako bi rekel, je začetek, pol naprej ni več, če se voziš v skupini, ni toliko. Ta četrtkova je pa pač to kleka začne. Ne popusti, ne. Ja, in Lej, jaz pravim vedno odvisno, kaj boš naredil pa ostale treninge. Lahko ti to vključiš zelo dobro v trening. Jaz pravim, da celo zadnje čase, ko vsi sam parameter gledajo, celo premalo te stvari prakticirajo, ker dobro, če veliko dirka še drugo, ampak če nimaš, je pa brzina sigurno dobro. Jaz sem včasih z gorcem hodil na dolsko rundo. Umrl sem skoraj zraven, ne. Ampak šlo je skozi boljš. Ok, zdaj so drugi principi treninga pa drugače, takrat je bilo manj nadzorovano vse. Samo ene stvari mi je pa dal. Jaz sem bil sigurno korak pred ostalimi na gorskem kolesu pa zaradi brzine, ne. To je tako, vsak ima malo drugače. Pa tudi, ker si rekel, glede hrane, to hidrati. Včasih jaz lahko pojem vse normalno, ker je, pa enostavno ne gre tja, ko bo treba. Ali je to zaradi toliko stresa na telo, da je toliko utrujen, in sem prazen tudi, ko štartam. Tak čuden občutek je, ampak to je po moje v večini primerov to prevelika utrujenost. ja. Nek stres na telo, no. Ja, jaz sem pri sebi zdaj, ker sem šel eno daljše odpeljati, koliko sem se vozil 5 ur pa pol dobrih, sem ugotovil, da ker zadnjo uro pa pol 2 ure nisem več toliko pil, sem bil pol zadnjo uro, sem bil tako, vse sem se še vsem pelil, sam si uno, veš, noge se obračajo, ti pa sam še čakaš, da prideš domov in je to, pa sem, tako da sem ugotovil, ja, da sem tam liter pa pol, sem premal spil, pa sem spil, ne vem, 4 litre pa pol, nekaj tazga, pa je bilo še vsem, ki je bil pa kar dosti vroč dan, se veš, kako je zdaj. Pa še nekaj moraš vedeti, ti, če veliko hidratov popiješ, ne, Poješ? veš, mislim, No, popiješ, se oboje. bolj poješ, ja. Vsak gram, ne, veže nase toliko pa toliko vode, ne. Ker imam 4 grame vode, ne, in zdaj, če ti premalo piješ, pa veliko ješ, je še slabš, ne. Okay. Tako da, sigurno, zdaj v vročini, kakor sem jaz opazil, je bolj pomembna, še bolj pomembna pijača, no. Okay. Če bolj te bo uničil, no, to, da nisi dosti pil, kakor pa jedel. Koliko pa ti, kad tudi imaš te svoje, ki jih treniraš, koliko približen jim pa svetuješ, da rečemo popijejo na, ne vem, zdaj kaj 30 stopinj plus na uro? Ja, zdaj, to je malo, to je spet odvisno od občutka, kako ima en občutek za žejo, ne, ampak Rečemo, da si kar žejen. lej, težko je na kolesu toliko popiti, kakor bi mogel, ne, ampak bidon na uro je minimum, ne, pa veš, da jaz včasih popijem v 2 urah 2 bidona, mislim, v 1 uri 2 bidona. Pa je pa zdaj odvisen, ki je dobil vodo, ne. Včasih moraš pač nažalost malo šparati z vodo, ne moraš kar popiti pred, pa imaš pa še. Ampak, ne vem, takole 4-uren trening, jaz zadnjič sem 6 bidonov popil, ne. Ja, jaz se na pumpah se ustavim in na filam in Merkati je treba s to vodo tudi, če res pretiravaš, ker zgubljaš natrija, ful, ne, soli, bi bilo mogoče fajn malo elektrolitov ali pa saj sol, malo soli dodajati. Sol je bolj pomembno, kakšen magnezij, ne. Okay. Natrij sam ga veliko več zgublja s potenjem, ne. No, sej to sem zdaj tudi ugotovil, da zdaj to, kar je toliko vroče, pa ka ful švicam, tudi na tako čist navaden dan, da zjutraj pa zvečer si kar dam eno merco elektrolitov, pa spijem že to in je takoj se pač bolj se počutim tudi. Se mi zdi, da energijsko tako, da nimam uno, da mi kar pada. Sej to je pa velikrat pri meni to problem, ker sem bil dehidriran, sem imel s tem, da bi skozi nekaj jedel, ene cukor. Vmes, ne. Okay. Midva se zdaj tole zapeljala čisto drugo smer, ker sem te jaz začel spraševati ful v teh treningih. Skratka, prišel si danes, da pokomentirava tale bike za tabo. Jaz sem dal glih danes, ki je prišel ven, tudi podcast sem že dal eno tako izjavo, ki bo kakšne dosti presenetila, pa tudi mene je, če sem čist fair. Skratka, ti si ta prvi, ki ga je sploh testiral v Sloveniji oziroma od ljudi, ki jih poznam. In najprej si imel tako, se nisi mogoče najbolj gor počutil zaradi tega, ker nisi imel fittinga čist narejen, v bistvu nisi si ga nastavil, pa si šel na fitting, pa si mi pa poslal tak message, da sem bil tudi jaz orang navdušen, pač da je te pošeč bike in sem ga komi čakal, pol to trajal, da sem ga jaz dobil še skoraj da ne mesec pa pol. Preveč si kompliciral.
Ja, ne, se na koncu sem čist serijskega vzel, ne. No, skratka, zdaj, ko sem ga dubil, jaz sem na bajkom navdušen, me pa zanima mogoče še tako, najprej tvoje mnenje v kolesu, kje se ti zdi, da gre dobro, nekaj je v enem vlogu bilo že povedanega, ko sva snemala. Tako da ja, zdaj si naredil, koliko približen kilometrov si naredil na kolesu? Čakaj, da ga že imam. Maj. Ja, po mojem začetku maja, tam nekje. Ja, ker hec je to, da ga zdaj junija, v bistvu od 7. junija naprej ga nisem nič uporabljal. Ne? Okay. Pač to je bilo namensko, ker sem zdaj res na gorca šel zaradi Alpentura, ampak do 7. Ja, 2000, po mojem, malo manj mogoče, no? Okay. Kilometrov sem naredil. Ful dobro. Mislim, ne, dobro, zdaj, da ne bo zdaj sama taka čudna reklama, ampak res sem se ful dobro počutil. Jaz sem si že takrat povedal, da se bi odločil zamenjati kolo za Colnago, če bo dober. Mi nima veze glede cene in vsega, ampak če bo dober, bi ga takoj vozil. In tudi že prejšnji mi je bil všeč, ne, kako sem že rekel. Ko sem tega dobil, malo sem imela probleme z velikostjo, ne. Ker sem se malo lovil, ne. In razen velikosti, da mogoče, tako sem že rekel, da je čas zadanem tudi z nogo, veš, če fez zavijam s pedal, ampak zato, ker je taka velikost v gumo, ne. Okay. Pa to, da je pol mogoče malo bolj nervozen kolo. Aha. Nimam, ne morem ti nekaj slabega reči, no. Ful se dobro počutim na njemu. Boljš, ker na vseh do zdaj, zato, ker je pač, ker sva gledala in Fifo in to, glih ta prava dolžina mi je. Jaz sem itak ful bolj naprej postavljen na koleso, že zadnji čas, po moje, tudi zaradi stretchinga, vse me je naprej, premalo stretchinga in me špona naprej, ne. Pa tudi držal imam rajš bolj to, kar me je na mountain bajku, krajš naprej. In se res ful dobro, pa ker sem se mal, ne vem, na 14 dni, ker sem se res navadil na njega, uživam. Res se počutim dobro, ful je odziven. Ne bom zdaj rekel, da je bolj, ne vem, Dogma ali pa Colnago, da bi zdaj ful videl razlike, ampak nič manj. Mogoče celo v enih delih boljš, ne vem, no. Kar sem videl, mogoče me je v kakšnih luknjah, se že tudi pogovarjala, da je udarc mogoče malo drugače absorbiral, mečkaj bolj sem ga čutil. Od Colnagota, ne od Dogme. Pa to, da je navzdol, recimo, mečkaj bolj nervozen, ampak vse ostalo, tudi recimo, ko ga v Vink dam, ne vidim nekaj, da je bil problem. Problem je bil to mogoče stranski veter, ker je večja feltna, pa malo širš filce so od prejšnjega, ne, da je mečkaj bolj občutljiv. Ampak to so malenkosti. Ful mi je hiter, pa, ne vem, tak odziven, recimo na klanc, mi je ful dobro za vost. Ja, mislim, to sem jaz zdaj, sem glih na podcastu, ko sem imela s Petrom, sem povedal, da ta bajk mi je edini, ki imam občutek na klanc gor, da ko greš, da hoče iztržiti iz kolesarja še več. Da ko začneš, da se kar prenese ta moč direkt na cesto, da prej pri nobenemu kolesu nisem to čutil, pa ni bil edino pri SLR 01 od BMC-ja, mi je bil edini tak, ko sem imel ta občutek, rečemo, veš, TRS, ko sem imel v primerjavi s tem, je ful bolj udoben, je res, saj meni je bil ekstremno udoben bajk, je bil pa problem, ker pri visoki brzini, tam, kaj meni všeč, se mi pa ni dobro obnašal. Je bil pa tak mal zaspan, ne vem, ne znam opisati, ampak meni pri tako 50 plus na uro mi ni bil toliko v redu. Med tem, kar rečemo Time Machine, Team Machine, Dogma F so pa glih tam pri uni visoki brzini bili top. Ampak s temu, ne, jaz sem šel pol, zdaj sva šla z mojo na Trebalev, samo zaradi tega, da sem še ta spust pol proti Besanci dol sprobil. In sem ga res orang pretegnil in sem imel isti cajt s tem kolesom, kukar z Time Machinom, ki imam kom tam dol. In sem rekel, fakt, če imam s tem tak cajt, pač meni na spustu se pele, mislim, jaz ga dam lahko bok Time Machinu, Team Machine R, Dogmi F,
ne morem reči, da se slabše obnaša na spustu, ker tudi spreden konc je pri temu dosti bolj tog in se pozna. In mogoče tudi zaradi tega spusti, ker vse se prenese, se pravi od bottom bracketa pa iz headseta, ne? Kako se kolo tudi uspenja. In jaz zdaj res, jaz ga tako, kar ne morem ga prehvaliti, ker zame ni za vsakega kolo, ker za nekoga, ki išče ful udoben kolo itd., mu ga ne bi svetoval. Če pa gledam tako, da iščeš pa race bike, pa sploh ne vidim, kako, mislim, jaz težko rečem, ja, zdaj pa vzem nekomu, daj 5 jurjev več za kolo, razen logično, če si ti to želiš in hočeš pač imeti un bike, logično, kdo se me za te bo veril, ampak ja, overall je pa meni tako, kar iščem une minuse in edini minus, ki sem ga jaz najdel, je, da ni toliko udoben, kakor so, rečemo, nekatera top kolesa. Zdaj lahko ti povem še, tebi še nisem povedal, se pravi lastnik, sem se pogovarjal z njemu, sem mu povedal moje občutke, skozi ga updateam tudi pač kaj se s tabo dogaja in mi je zdaj že poslal, da je imel on tam kar nekaj teh Azijcev, ki so na high-end brandih vedno, jih je kar nekaj šlo, on je predvsem poudaril, da so šli iz SL8-ke na ta bike, ki jim ga je dal prej za sprobati in so čisto navdušeni in se zdaj s tem rajš vozijo, da SL8-ke so prodali, da jih je imel že enih par, pa to je tako, bike je sestavljen z 3D titan printan, Ceramic Speed, TRP gonilke, vsi šraufi v svoji bari, pač to je tako, folk, ki res ima, pa niso sam tako, kot mogoče pri nas pravimo, da se pol nič ne vozijo, ne? Ampak to so kolesarji, ki delajo kar nekaj kilometrov na let in je rekel, da so čisto navdušeni, da je bike tam, da jim je ful všeč in ja, tako da jaz tako probam najdeti več minusov, ne? Ker najhujše meni, ki prodajam ta kolesa, pa pol sam hvaliti. Zato jaz sem rekel, zdaj, kaj ne ti povem, ful se mi je fajn zapeljati, no, nimam, edina stvar, ki je, ker sem ti že rekel, da bi mogoče probal tvojega, sam imaš spet, koliko imaš dolgo? 12. Bo spet mi predolg, verjetno, ne, ampak, da vidim, kako se obnaša, ne. Da bi probal mediuma pa z 10. Recimo, ne, sam da vidim, kakva je razlika, ne, drugač pa meni je ful se dobro pelje, no, res, ne vem, okej, tako, kot si rekel, Colnago je bil bolj udoben. Zato, ker sem ga nazadnje imel in mi je mogoče ta bil kar tako, kaj je zdaj butelno, ne. Drugače pa tudi v Wing nima tega občutka, ko sem imel tista stara kolesa, ne vem, jaz nekaj cajt zdaj že kar malo boljša kolesa vozim, ti težko povem, ampak ene so se zvijale kot čigumi. Ne, mislim, tako, pa meni se zdi, da so s to sprednjo vilico pa z drugačnim headsetom, da so glih to togost dobili. In je pa balanca ta, rečemo, mehkejša od unega, ki je bil na Legendu gor in se mi zdi, da zaradi krmila ta kolo, rečemo, lepš pobira vibracije, kakor jih je Legend do neke mere, ne. Okay. Tako da, ne vem, meni, se pravi, jaz sem vsakič, ko imamo rundo ali pa kaj, zdaj sem čist, jaz komi čakam, da gremo na rundo, ker sem si ga v bistvu šele včeraj zjutraj sem si ga čisto nastavil. In zdaj, ja, ko mi čakam, da danes, da gremo, da spet sprobam, ker skozi se mi zdi, da ko dobim nov kolo, si dan skozi par milimetrov previsok sedež. In pol, ko poganjam, mi kar ni čistko in danes bom probal malo nižjo kadenco, bom probal vrteti, no, malo višjo kadenco, ker se mi zdi zdaj, ko je malo nižji sedež, da dosti lažji vrtiš. Ne vem, bom videl. A ti še tako, karkoli na tem kolesu, ko ste delali nastavitev, a se kaj ni dal nastaviti, a je vse okej? Ne, jaz sem imel itak, to je bilo v nulo meni. Mi sem bolj gledala za sedež. Okay.
In pač tukaj idealnega sedeža, mislim, po tistem, ko bi mogel delati, to mi ne ustreza, to mi je Okay. širši sedež, pa ne, tako naprej. Avtomatsko trenutno ne, bi mogel po mojem več časa se prevajati, zato sem zdaj pač tega imam pa na sprednjem delu sedim. Ne. Okay. Pač to je pri meni, pri vseh kolesih bil mal problem. No. Ne, nič ni tazga, ker se mi zdi, da je bilo, to je to, no, nič. Okay. Da bi zdaj rekel, ne. Ej, kako so ti pa na tele košarce za bidon, si se že navadil, so ti v redu? Košarce za bidon, kako košarce za bidon. Ja, ne, meni so samo une na živce, ki pol tako le bidon dela. Ja, So tako mehke, da To klase Ne. ne dogaja. ne, ni mi nič posebej. Samo da ni rdeče barve. Ali pa roza. Ko bova tole zaključila, bova itak šla še čez kolo čez, tako da v kolesu te ne bom kaj preveč še spraševal. Ja, ne vem, aj tako še kaj tazga, kar se tiče pri kolesu, da bi izpostavil. Lahko kaj, kar te moti, kaj, kar ti je res dober, pa lahko še to poveš za konc. Ne, kakšna banalna stvar, ki je nosilček za Garmina, to sem že takrat rekel, bi imel mogoče malo bolj takega manjšega, bolj tak, mečke bolj estetskega, no. Mislim, Saj ne, samo ena palčka. Ja, se vem, se pravi, nič tazga. Pa recimo, veš kaj, tam gor na vrh pri Fajfi, ki imaš, zdaj imajo vsi skrite šraufe, ne? Aha. Na vrh gor okej. ta glaven tizga, da bi bil pokrit recimo. Take Okej. malenkosti so, ki mogoče bi dodali še pač neki bolj Take premium. Klegora, ta, Ja, ki sta ne. ob strani. Take, aha, da bi imel sam gumico čez. Ne vem, eni imajo tako, da se tega sploh ne vidi. Kolnago je imel, da si dvignil, ne, pa si vzpod zategnil. Okay. Pač bolj je taka fina linija, pole. Recimo, to so take brezvezne banalne stvari. Ne vem, drugače pa ta sedežna opora mi je ful dobra. To sem ti že enkrat rekel, da je ful namaram unik, ki je sem na eno, ker imam jaz zmeraj toliko naprej sedež in dvakrat v luknjo zapeljem, pa mi ga pokrivi dol, ne. In mi je to boljšno. Okay. Je dober. Nič, ko predstavlja vsak svoj bajk, tako da danes boste videli, kako sva si ga sestavila, enega in drugega, kakšne so, koliko imava različno sestavljenega. Ti svojega predstav, jaz pa rekel, moj je pa črno-bel. Ne, ti imaš komplet drugo opremo. Mislim. Ja. Je okvir je isti, Fajfa je druga. krmilo je isto, Krmilo. pa košarce za bidon so iste, vse ostalo je pa itak čist drugače. To je Ja. tudi res. Pa lahko še rečeva, da ti si se odločil za tubeless, jaz imam pa klinčere. Ja. Sam bi prav Zvago. mogoče se vas zmenila, pa bo zamenjala za teden 14 dni. Jaz sem za. Ker me prav zanima, kako se tubelessi obnesejo, ker zdajle. Veš kaj, zanima me predvsem, a pride kolo kaj bolj udobnejši ali je približen isto pol za voziti, ne? To je. Moram tvoje sprobati. Jaz imam že nekaj časa tubeless, pa zato mi je ful udoben. Ne? Dobro, res da pa pumpam ful mal. Jaz Si da mislim, 28 kaj var. Koliko pumpaš? mislim, ko pumpam tam ne 4, pa kdaj ne pozabim, pa je pol 3,5. Ja, veš, da jaz sem tudi sem mislil, da pumpam mal, pa sem ugotovil, da v bistvu še manj, kot govorim, ker govorim, da pumpam tam 4,8 do 5. Jaz sem pa ugotovil, da sprednjo pumpam tam 4 do 4,3, s tem, da jaz sem 25 kg več kot ti. Zadnjo pumpam pa na nekih Pa na zračencu, ne? 4,5 do 4,8. In ja, sicer so TPU zračence, ker TPU se mi zdi, da lahko manj pumpaš, kukar pa une navadne. Saj jaz vem, da sem vedno jih tako pol bara do en bar, sem jih vedno manj pumpal z isto širino, z istimi obroči. Tako da, ja, v bistvu ful mal pumpam in sem bil čist presenečen, ker sem zdajle enkrat sem sam, se pravi, ko sem prišel domov, sem dal noter
pumpo, tako da ni šlo pač zraka manj, sem dodal 0,1 bar, a veš, čist mal ti naredi, rečemo, da je 1 ali pa 2 bara in sem prišel do teh barov in sem bil čist presenečen, kako da jaz bajsi lahko pumpam toliko mal, ka vožnja mi je pa tako, mi pa top, si ne predstavljam, da bi zdaj na pumpu na 6 barov, bi bilo po moje čist trdo, kada bi se po kamnih vozil. Moja se kar navadaš, ker meni zdi že to pretrdo. Aha. Okay. Ne, bi imel, ne, mi pa še tudi 3,5, se mi zdi pol skozi nazaj gledam, če sem prodaral gumo, veš, ker skozi malo bolj, mi je ful dobro manj na pumpa namet. Jaz sem imel enkrat sam s tublesom na Cresu, sem šel v en ovink in pa sem v ovink ful zabremzil in se mi je zdel, kukor da mi je gumo že tako, kada jo je malo zvil in pol sem od takrat naprej sem spet začel malo več pumpati, no. Ampak overall, ja, sem pa, ne vem, z mal bari sem ful zadovoljen, pa vožnja, vse mi je. Ja, itak tam dobiš na tem, da je bolj udoben kolo, ne? Sploh na naših cestah. Se je to. Enač, evo, hvala, ker ste spremljali, mi da greva zdaj predstaviti še kolo. Tisti, ki pa iščete kakšno novo majico, čelade, ne vem, vso opremo, ki jo imamo tukaj, je zdaj pa vse oranko akciji, majice so zdaj za 94,99, upišete kodo TUR25 in je to, če pridete pa na Ziherlovo iskat, dobite pa še zraven gratis bidon. Evo, zdaj pa še predstavitev od Mateja Kolesa, pa še grejo na mojega. Čau. Evo, takole zdaj Matej povedal, velikost, kakšen sedež uporablja, kakšen je razmerje, itd. Vse, kar ima gor, tako da... Niš Fate kolo, to zdaj poznate, da je že nov model. Velikost je S, oprema Dura Ace, komplet, razmerje spredi 52-36, zadaj 11-34, zadnji disk 140, spredi 160, obroči so, koliko je že tole višina? 52-57, dolžina opore krmila smo rekli 110. Pogledali. 120, skozi sem bil navajen na 110. 120 pa 38 širina krmila. Sedež, smo že rekli, nek specialized ženski model, ker ima spredi malo to bolj mehko, da me ne boli preveč. Ja, tako. Pedala so Asioma, dvostranski parameter, sicer so že kar malo v letih, ampak dokler dela ne menjamo. Kaj še drugo takega, da je različno od tvojega? Tubeless 28, Continental GP5000 STR gume. Menjalnik zadnji je tako iz trgovine, ne tako od Anžeta, z neko veliko čudnem zobniki. Drugo pa ne vem, pa moram še kaj. Trak za krmilo je pač tudi drugačen. Lej, to je tako pri meni, važno, da dela. Pa da lepo zgleda. Kaj pa je razlike še od tvojega? Da bi še kaj rekla. To je to. Teža. 7,2. 7,2, ne vem. Evo, sončki, zdaj pa še moj kolo. Od Mateja je bil velikosti small, moja velikost medium. Mateja barva je črno oziroma belo-črna, moja je kle črn z belim napisom, zlatimi detajli. Je pa tako, da kar se tiče pri meni, oprema je Ultegra, 52-36, 170 je dolga gonilka, pa 11-34 zadnji, rotorji za disk so isto kakor pri Mateju, 140 pa spredi 160. Kar se tiče samega krmila, je širine 40, pa dolžina je 120, širine 40 pa zato, ker zgleda sem malo širši, kakor je Matej. In moram reči, da mi kar orank ustreza.
Zdaj, kar se tiče pol nekih teh detajlčkov, ki jih jaz imam, pa jih Matej ni dal gor. No, jaz imam še pedala, imam od Speedplaya Powermeter, navadil sem se na Speedplay in jih ne menjam. Tukaj le noter imam jaz od Ceramic Speeda gonilni ležaj. Potem pa, kar se tiče to, kar je meni osebno vsaj zadnje cajte najlepš, črna veriga je gor, kolo niti ne podrži, ne, je pa glih na nov namazana, ni pa umazana. No. Pol sem dal gor OSPV od Ceramic Speeda z zlatimi koleščki, pa mogoče tist, ki naredi kolo najbolj poseben, so pa teli obroči, se pravi Peak, od Princetona, 4550 Evolution, teža mislim, da je okrog 1270 gramov, pa z posebnimi pestami, se pravi Tactic TR01, to je omejena izdaja teleh, kaj so to, Silver Chrome Edition. Tako da ja, to je to. Pol pri meni, kar je še različen, jaz imam od Berka sedež gor. To moram pa zdaj poudariti, odkar sem šel na 150 mm, nimam več turov, oziroma se mi ne pojavljajo več, kar je kar orang plus. Potem pa v sprednjem delu Matej, mislim, da ima Garmin števce, jaz imam pa od Wahooja Bolt 2 še, ampak meni to čist ustreza. Vse ostalo ima pa mislim, da tudi zelo podoben nastavljen, pa da je tudi sam tale trak krmila je res da drugačen, ampak od Matej razen tega, da je dal par evrov več za njega, je vse ostalo dosti podoben. Tako da to je to, ročke ima tudi približno isto noter obrnjene. Ja, ti mi veš, ko imaš ti dropa, sedeš do krmila? 17. Ne, 17 je huda. Imam kar visoko, 12 cm. Ja, 12 je pa možno, ja. No, jaz imam pa tukaj le, pa mislim, da sem meril dobrih 11 cm. Tako da ima tudi to zelo podoben, kakor sem jaz bajsi, pa je on profi, sva tukaj tam. Nič, to je to. Hvala, ker ste spremljali. Do naslednjič. Čau.